za vse, ki tukaj še niste bili. To je lokacija, ki je od te piramide Sonca oddaljena nekaj kilometrov in se je reče podzemni sistem rovov in tunelov kompleks Rovne. In en izmed fenomenov, ki ga boste takoj opazili, je ta, da je tu notri odličen zrak in bolj kot se gibljamo v notranjost, boljši je zrak. To je zadeva, ki fascinira marsikaterega skeptika. Če smo že prej omenili popkulturo, imamo nekako v spominu najbolj v takem kontekstu Indiana Jonesa in neke tunele, neke roje, neke labirinte. In dejansko je vse skupaj tako fascinantno, da se človek prelevi v sebi v tisti duh ekspedicij, raziskovanja, se pravi, neki tisti pragen, ki ga nosimo v sebi, se prav tako aktivira. In še enkrat poudarim, sploh ne gre v tem primeru vse moje vne za neko ezoteriko, meditiranje, moljenje, molitve in tako dalje, ampak gre za fascinacijo tega čisto nenazadnje tudi fizikalnih pojavov v tem kompleksu. Se razume, nek objektiven pogled brez filtra duhovnosti, religije, prepričanja. Pojdi notri, izkusi in vrednoti skozi lastni mentalni sistem, se pravi. Pojdi notri nekako objektivno in doživi subjektivno. In spoštovana publika, kot vidite, je v tem kompleksu zelo mnogo zanimivih elementov. In povem vam, kot človek, ki sem hodim že več let, se s tem tudi ukvarjam, kmalu bo več o tem znanega, da dejansko aktivira v nas neke tiste potlačene lastnosti, mentalne, nenazadnje tudi organske, ki jih v sodobnem načinu življenja sploh več ne aktiviramo in uporabljamo. Skratka, pot skozi ta tunel Rovne je katarzična. In seveda se v vsakem od nas nahaja tisti raziskovalni duh, ki se ga da tukaj zelo dobro živeti in uživati. Praktično na vsakih nekaj metrov najde človek nekaj zelo zanimivega. Je pa tudi tako glede na dejstvo, da so pretežni gostje tukaj v Visokem Slovenci, da že mnogo izmed vas tudi, ki to vidite, tukaj bilo, ali pa vsaj nekdo, ki ga poznate. Ja, za razliko od nekaterih, ki se ukvarjajo tudi s tem, da zasedam vloge sedaj prepričevanja, to tako je, dojamite, verjemite, ampak pravim, tudi če bi šlo, če gre, kakorkoli že, pri tem samo za naravni pojav, je tako ali tako logično, da je narava tista, ki nas je ustvarila. In je to tukaj v vsakem primeru fascinantno. Bodi si je naravna stvaritev, bodi si kulturna stvaritev. Učinek in zaznavanje človeka, ki pa stopi not, je pa potem tisto, kar je merodajno.
zato snemam ta video. Govorim seveda tiše zaradi ostalih obiskovalcev tukaj. Da ljudem pokažem tudi ta aspekt, ker se v določenih kontekstih oziroma z določenih zornih kotov teh kontekstov pojavljajo pač tudi nekakšne čudne duhovne prakse. Zato pravim, človek v takšno lokacijo naj stopi brez nekega posrednika mentalnega, naj stopi zelo. In sedaj na tem mestu tega megalita kaj eno poudarim. Človek dejansko ne more po tovrstni izkušnji ostati ravnodušen. In denimo, če pogledamo primer živali, so seveda umsko manj razvite od človeka, kar se pa tiče te biološke inteligence, so pa v primerjavi s človekom ostale pristne. Se pravi, da te tako imenovane naravne sile zaznavajo, se pa njih usmerjajo in je nazadnje rezultat tega tudi mnogo boljše zdravstveno stanje, naravna intuicija in tako dalje. In kaj je denimo ena izmed slabih lastnosti človeka, je permanentna ali pa že vnaprejšnja neutemeljena skepsa. Ko da gre za nekega razsodnika, ki mu je treba nekaj dokazati. To seveda ni prav, zato ker ni svet omejen na zelo ozko mentalno in kakršnokoli že širino, ampak je to seveda Zemlja del vesolja. In kako ogromno je vesolje, nam je jasno. In treba je dejansko tudi to naše življenjsko okolje dojemati z mnogo bolj inteligentne perspektive, da ga nenazadnje tudi ne ekološko ne uničimo, ker človeku je uspelo v zelo kratkem času Zemljo tudi dobro zdelati in predvsem tudi zaradi tega, da se človek, ker se človek postavlja na neko točko, kjer bo odločil in vrednotil, ali nekaj obstaja ali nekaj ne. Želim vam povedati pri vsem tem to, da tudi če najdeš neko naravno votlino, je v njej neka naravna sila, kot rečeno. Tudi naravne sile so fascinantne. Še enkrat poudarim, tudi če vse to tukaj v visokem naravnega izvora ima učinek, ni nujno iskati vedno samo neke človeške kulture, ampak se moramo osredotočiti tudi na naravno kulturo. Sedaj se počasi gibljamo proti vzhodu, da video ne bo predolg. In na tem mestu povem, da človek, ko gre skozi ta labirint ravne, zanimivo, enkrat je bil z menoj tudi moj oče tukaj, ki je po profesiji bil zdravnik, kirurg. In tudi on kot nek človek, ki se v življenju niti ni zaradi tega, kar je počel, zmogel soočati z nekimi alternativami, pa ne zaradi tega, ker bi bil omejen, ampak ker je moral posvečati čas, ki ga je imel v delu, ki ga je opravljal. Je kot zdravnik uradne medicine v tem tunelu doživel to fascinacijo. Tudi sam je čutil predvsem, tako rečeno, izredno razbremenjujoč zrak, ki je tu notri. Tako, spoštovana publika, postopoma se bližamo izhodu. Ta video
vam je pokazal nekaj aspektov in vas motiviral. Privoščite si obisk tunela. Aha, to še je bistveno. Voda. Kjerkoli smo, ne v piramidi, ne zgolj v piramidi, ne zgolj doma, ne zgolj v naravi. Voda je tisto bistvo, ki ima neko inteligenco. Če se tako izrazim, če pogledamo enoto Masaro. In ta voda, ki je dejansko nekako kemično tako zelo preprosta spojina, je tisto, na kar se moramo osredotočiti, ko stremimo po zdravju. In če strnem zelo preprosto sporočilo, ko je zdrava voda, je zdravo telo, je zdrav in več o tem povem čez nekaj minut. Tako, spoštovana publika, zdaj še damo en zelo smiselni epilog, da še enkrat ponovim. Prvi korak seveda je to odkritje nekako od leta 2006. V zavesti obče človeštva je Egipt, piramide, egipčanske piramide. In je morda nekako za to percepcijo našo zmotno, da temu reče se tako bosanske piramide. Ne vem zakaj, nisem še tako zelo raziskoval, ampak nekako velja. Poudarim, kar sem povedal na začetku videa, Mujo in Haso Bosanca. Ko se išče nekega butla, vse Bosanca, jaz seveda temu striktno nasprotujem. Že tudi od takrat, ko imamo to projekcijo v detajlih in razumem zgodovino tega okolja bolj poglobljeno, kot je neka splošna razgledanost. Zato mora človek v sebi doseči, kot rečeno, tisti odmik od nekih predsodkov, od zablod, tako na tej kulturni ravni, nacionalni Bosna, levo, desno, gor dol, kot na neki energetski ezoterika, levo, desno, gor dol. Kar želim povedati je to za zaključek. Mi vsi ljudje smo del narave, ne glede na to, kakšno imamo vero, religijo, prepričanje, odnos do sveta. In seveda je jasno, da tudi mi vsi te naravne bioenergije v sebi absorbiramo, z njimi živimo, smo del tega, nas poganjajo, nas regenerirajo, degenerirajo in tako naprej. In naš odnos do teh objektivno obstojnih bioenergij je podlaga našemu bivanju in realiziranju samega sebe. Se pravi, ko zavzemamo neko stališče, da a priori to negiramo, ponavadi je vzrok nek odmik od ezoterike, potem negiramo sami sebe, ker to je zadeva, ki je tukaj in tisto, kar nas neverjetno pretežno tega odbija, je seveda ta neki zmoten, izkrivljen duhovni pristop. In ne sme se zgoditi, da potem ljudje rečejo, joj, ker se s tem bavijo neki čudaki, mene to ne zanima in tega ni. To je. In bistveno je, da vsak človek najde svoj lasten odnos do tega in zaživi v tem čudovitem sistemu, ki se mu reče svet narava, in razvije zdravo duhovnost, ki za doseganje objektivne resnice tega sveta ne potrebuje posrednikov. To še za zaključek nekaj mojega lastnega razmišljanja in povem vam, pridete se mi visoko, obiščite ta tunel, kompleks, piramide in tako dalje in uživajte. Če tudi dvomite, pa uživajte v lepi naravi. Nas videnje.